ta feeling zelo hitro pride do tebe. Ne rabiš stvari šlataš, da veš, da so se izboljšale. Mojster, a te mal zebe? Dobro jutro. Danes vzamem tegale v primer, Hyundai Tucson, pa še preden se odpeljem, pa ga malo pogrejem, ker vidim, da ga zebe. Bi rad pokazal eno foro, ki se mi zdi dost fina. Ne pride vedno prav, včasih te celo malo prestraš, ampak se mi zdi taka dost originalna, ker nisem še nikjer srečal. A veš, kaj se zgodi, če imaš pameten ključ v žepu, pa se zraven kufra samo postaviš. Avto to ve in pravi, aha, tukaj verjetno stojiš z razlogom. Daj ti ga odprem. Pazi zdaj. Glej, nič ne delam. Kufr. Jaz. Počakam, da vidimo, če se kaj zgodi. Vidiš mene? Evo, kaj sem ti rekel? Moram reči, da to kar luštna fora. Upam, da se zdaj ne bo zaprl, ko me bo po glavu udaril. Ok, pojmo. System check. Aha, pardon. Je pa tale avto poln presenečen, ne? Pa še opremljanje z enim paketom, na katerega se bomo danes koncentrirali. Mi je predvsej všeč. Ima tudi kakšno blago pomanjkljivost. Mislim, odvisno kako na to gleda. Sem pa vse povedal. Ajde, pojmo. Veš kaj, jaz mislim, da sem najdel plac. Malo je frišen zunaj, nič fudga. A ni lepo? Jutra so čudovite, ne? Sem hodič, ki se ti takole za vikend ne da zgodi vstati, da bi take stvari doživel. Ok, a veš, kdaj je bila prelomna točka? Dajmo, preden gremo v Tucsonu, pojmo Hyundaiu i30. A veš, v enem trenutku se je Hyundai odločil pa rekel, ok, zdaj pa dost, tudi mi znamo narediti en orange športni kompaktni avto in pol je ven prišel Hyundai i30N. Kdor spremlja Komotra minuto, je ta avto že zelo dobro spoznal. Na marsikakšen način smo že pohvalili Hyundai, da je v prvem poskusu izdelal nekaj tako sposobnega, ki pride do vožnje skozi ovinke. In potem so iz te črke N črpali naprej. Se veš, kako je to? Tudi pri drugih proizvajalcih se dostikrat zgodi, da imajo športne izvedenke, potem imajo pa še eno opremo, ki se imenuje podobno kot športne izvedenke in jo lahko napopaš na praktično ali pa skoraj vse njihove druge modele. No, pri Hyundaiu ni nič drugače. To je Hyundai Tucson in oprema je tista, ki je tukaj mogoče še najbolj zanimiva, poleg tega, da je bil avto v celoti prenovljen. Veš, jaz bi rad pokazal predvsem tale napis tukaj na boku. Vidiš, kaj piše? N-Line. Vemo zdaj, kam pes taco moli in moram reči, da Tucsonu tale N-Line paše fejst. Pa ne smem pozabiti na druge reči. Je že res, da lahko paket N-Line napopaš na običajne Hyundaie, ampak čisto na vsake to pa tudi ne. Morajo biti malo zmogljivejši, pa poklapati se mora to z opremo. Zdaj, katera točen pri katerem modelu mora biti, da gre to skozi, na pamet ne vem, malo se pozanimi. Ok. Zdaj pojmo pa do paketa, pa da vidimo, kaj vse ponuja. A najprej povem, katera oprema velja, ki pride do Tucsona. Mislim, da Impression pa Premium. Pismo nisem nisem ziher. A ja, pa Stop igra, spet sem malo pobezlov. Eno stvar je prej še poudaril, ne. Preden se lotimo dodatkov, Tucson je bil prenovljen. Zdaj pa, da ne bom čisto vsega našteval, bi rad izpostavil 3 stvari, ki se mi zdijo daleč najbolj pomembne in ki bi jih moral potencialen kupec vedeti. Prva stvar, ki jo moraš vedeti, ksiht, gobec se je malo spremenil, zgleda malo sodobnejši, pa ne veliko prej, pa luči zadaj se mi zdi, so se malo stanjšale. Druge 2 stvari, ki sta pa nove, sta pa v kabini. Prva reč, ki se mi zdi zelo pomembna in je fino, da Hyundai na tem gradi in postaja vse boljši, ker je jasno na prvi pogled, materiali, s katerimi te pričakajo v tej kabini, so se zboljšali. A veš, avtomobilski novinarji dostikrat govorimo o izboljšanju materialov, a pa se to v prenovi res opaz. Ja, pa ne samo pri boljših stopnjah opreme. Dejansko ta feeling zelo hitro pride do tebe. Ne samo takrat, ko pošlataš. Ne rabiš stvari šlataš, da veš, da so se zboljšale. To se pravi, 1 osvežen videz, 2 po celotni kabini izboljšani materiali. Bravo. Ta tretja stvar, ja, to je pa tale model. Prej je bil integriran v armaturno ploščo, zdaj pa ni več, zdaj pa prosto stoječ. Nekateri tega ne marate, pravite, kaj pa zdaj ta tablica tukaj na armaturni plošči, ampak raven zaradi tega pa lahko oblikovalci armaturko malo spremenijo. Zaradi tega lahko prej pade in ga ne rabi prekrivati. In ker prej pade, je preglednost malo boljša, pa se vse skupaj majčkeno bolj dinamično deluje. Pa mogoče sem bil zdajle malo nefer, ne? Sem rekel, so to 3 stvari, ki jih moraš vedeti. Jaz bi na hitro dodal še 4. pa 5. Zato, ker
A veš, Hyundai je prenovil tudi, posodobil je motorno paleto. 1,7 litrskega dizla ni več. Zdaj je na vrsti 1,6 litrski dizel z, če o konjih govorim, pa ne bi smel, to vemo, 116 ali koliko, 136 konj oziroma 100 kW. S tem motorjem je opremljen točno ta avto. Ta druga novost pa je bolj brihten je rato, no. Več ima enih asistenčnih sistemov, ki ti pomagajo. Ok, zdaj pa končno to, kar je bilo mi že od začetka vloga, N-Line oprema. Stari, tega je toliko, da ne vem čisto točno sploh, kje bi začel. Le za začetek, tale maska, ki jo vidiš, no ta je značilna za N-Line paket. Drugače je drugačna. Manj športna, manj izrazita, manj agresivna. Druga stvar, podlaga žarometov ni svetla, ampak je pri N-Linih temna. Podlaga okrog žarnic oziroma LED svetil je popolnoma črna. Vidiš? In teh črnih dodatkov je več. Naslednji, ki ga takoj opaziš, čeprav je zdaj malo, evo, čakaj, much better, so špegli. Naslednja stvar, diskreten spoiler, ki je zelo lepo integriran v celotno obliko avtomobila. Meni se zdi prav fin. Naslednja reč, tistih N-Line značk se ne bom niti dotikal, ne? Zato, ker so to najbolj očitne. Feltne, vidiš črne, zelo atraktiven dizajn, imaš malo občutek, da se vse skupaj nekaj premika, čeprav avto stoji primer. Fajn. Pa smo spet naokrog pri sprednjem delu, ne? Prej sem omenil masko, pa tale satov je za mano. Tudi odbijač je spremenjen in z njim so drugačne tudi ledice. Na vsaki strani po en takle, na kaj to spominja? Ne na črk, na bumerang spominja. A ima dva bumeranga, vidiš? No to. A ja, čak, pišuka, par stvari sem pozabil povedati. Pa na Instagramu vem, da sem jih omenil. Zaključka izpuha, no predvsem to, za začetek, ne, rori niso fake, pa zaključka sta kromirana, razmeroma velika, glede na to, da gre za skromnega dizla po prostornini, da pa nista fake, pa takole vidiš. Vidiš? Pa dobro, pri Hyundaiu bi verjetno želeli poudariti še tale difuzor, ki je tako bolj, kaj pa se mi ni najbolj prepričljiv. Pa so pa še tiste stvari, manj katerih jaz pač žal ne morem, detajli v kabini, meni so te ponovadi še posebej ljubi in tukaj jih je na pretek, volan, pa sedeži so recimo obogateni z rdečimi šivi. Pa te rdeče šive najdeš tudi na manšeti prestavne ročice, pa ne samo to, vidiš, tale rdeča črta, vse skupaj malo popestri, pa seveda znak N. Pa v tem trenutku bi rad pohvalil tudi sedeže, ne samo zaradi tega N detajla tukaj na naslonjalu. Kombinacija blago, usne je v tem primeru zelo prijetna, ni izrazito športna, sedeži sicer tukaj v ledvenem predelu lepo primejo, je pa zelo udobna in prijetna za sedenje. Različni sklopi gumbov, ki jih Hyundai ponuja, so zelo pregledni, gumbi so veliki. Zelo na hitro se navadiš na to kabino in če že govorimo o teh gumbih, poglej, ti bo pokazal, kaj je tukaj levo od volana, pa kaj je tukaj pri prestavni ročici. Poglej, tukaj levo od volana, tale sklop stikal je namenjen večinoma asistenčnih sistemov, zaznavanje vozila v mrtvem kotu, stabilizacijski sistemi, odpiranje kufra, zadrževanje vozila oziroma za opozorilnik pred nenamerno menjavo voznega pasu. Vidiš, to pa sploh nisem omenil. Ta avto je opremljen s 4-kolesnim pogonom. Ti lahko dobiš Tucsona z enakim motorjem tudi z 2-kolesnim pogonom. No in s tem gumbom pa lahko prenos navora med obema osema zakleneš, zato da imaš malo več kontrole nad tem, kaj se dogaja, ko se peleš po, dajmo reči, nepredvidljivih terenih. No, tukaj na sredinskem grebenu imamo pa preklop oziroma izbira voznih programov, lahko predstaviš v sport, auto hold, parkirni senzori, sistem za nadzor, spuščanje vozila po strmini, start stop. Aha, čak, pazi, kamere. Vidiš, tukaj na sredinski zaslon pa lahko prikličeš tisto sliko, ki si jo v tistem trenutku želiš, dajmo pogledati, lahko izbereš oziroma ti pokažeš tudi bok vozila, če slučajno nameravaš obvoziti kakšno skalo, ali pa samo tole glavno, ali pa vklopiš 360-stopinjski pogled okrog vozila, kjer imaš pa na pregled res čisto vse, kar se dogaja. Vemo, kdaj prav pride, ne? Takrat, ki je treba parkirati kakšen tesen plac, pa kaj podobnega. Pa še dve stvari. Če jaz prav razumem tako, ko si umisliš Tucsona z N-Line opremo, boš dobil majčkeno bolj športno podvozje. Vse skupaj je bolj čvrsto, kar pomeni, da boš tako podlago čutil bolj izrazito. Sicer sam veš dostikrat, kje se voziš, na kakšen način se voziš in ali bi ti ta dodatna čvrstost prišla prav ali pa ne. Trdim, da kljub temu, da je avto malo bolj čvrst, ni izrazito neudoben, je pa malo bolj športen. Ni pa to športno avto. Velika razlika. Ta druga stvar pa motor. Sprav 1,6 litrski 100 kW oziroma 136 konj. V sodelovanju s 4-kolesnim pogonom se mi zdi to luštna kombinacija. Jaz sem parkrat zapeljal na podlago, kjer je bila res spolzka. Se mi zdi, da je pogon še kar odziven. Obenem je treba poudariti, da pri višjih hitrostih zna biti motor majčkeno glasen. Poraba pa, veš, jaz vedno rečem odvisno od voznika, kar 100% drži. Pri meni se je gibala med 6,8 pa 7,3.
tam okrog 7 litrov, to bo kar držalo. Predvsem pa zdaj to ne govorim samo o N-line opremi, na splošno se mi zdi, da je občutek, ko voziš Tucsona, pa že pred prenovo je bilo tako, moram poudariti, da je zelo odrasel. Poudarjam dobro počutje za volanom in v kabini. In generalno gledano se mi zdi, da je Tucson, mislim, sploh v primerjavi z začetki 10 in več let nazaj, postal prijetno sofisticiran avto. Predvsem pa mi je všeč, da ponujajo nekaj, kar bo všeč predvsem tistim, ki si želijo malo več športnosti. A ja, cena. N-line paket se mi zdi, da stane, a se začne, meni si tam prej na Jurija 400, ampak pol glede na opremo oziroma izvedenko, ki si jo boš umislil, gre lahko tudi na 2 Jurija. Pa spet odvisno, kaj zraven dobiš, glede na pogon, ki ga zbereš, pa opremo in tako naprej. To sem pa zdaj že rekel. Zdaj se pa že ponavljam. To pomeni, da je dost, da sem čisto dost povedal. Če imaš kakšno vprašanje, pa valjda vprašaj. To je to za danes. Ajde.